Pametna specializacija je tisto, kar pelje Slovenijo naprej, opredeljuje nam, katere so niše, ki so za nas perspektivne, podpira jih z celovito in prilagojeno razvojno politiko, svežnjem ukrepov. Bistvena stvar, podprta je z institucijami, to je tisto, kar smo v zadnjih 3 letih vzpostavili, in ko rečem smo, mislim predvsem na gospodarstvo samo, s podporo in sodelovanjem države, vendar ključno je, da so sami razvojni deležniki, torej podjetja in institucije znanja stopile skupaj. In četrta stvar, pametna specializacija predstavlja odskočno desko za močnejšo mednarodno povezovanje, integracijo, ne samo v smislu tistega, kar se praviloma potem razume, v smislu trženja, pač pa v smislu tudi razvojnega sodelovanja. To pa je ključno, če hočete biti zraven v predrazvojni fazi, takrat, ko, če ilustriram, da veliki igralci razmišljajo o tem, kaj bo čez 5-10 let in delajo svoje načrte. Če je takrat dobavitelj zraven, ko se o tem razmišlja, potem bo seveda sam lahko se pripravil na prihajajoče naročilo čez par let, da ne rečem, da bo takrat seveda že vedel, kaj približno bo v takšnem naročilu velikega igralca pisalo. To je ena izmed usmeritev, ki jih imamo na marsikaterem področju, so pa seveda na vsakem področju specifike. In to je tisto, kar smo v Sloveniji od osamosvojitve dostikrat pozabljali, ko smo zmeraj govorili v gospodarstvu kot o eni enoti. V resnici ni ena enota, ker je vsako področje je različno z vidika kapitalske moči, torej samo gospodarstvo, z vidika, kako se obnaša trg, na kakšen način se sklepajo pogodbe in posledično je tudi kapaciteta, pravilen pristop, torej kako v Sloveniji narediti ta preskok na vsakem področju drugačen. To, kar lahko pogledamo, če potegnemo črto, od kje smo do sedaj prišli, torej mi smo naredili prvi korak, tako da tudi sam ali kot institucija, s katere prihajam, služba za razvoj, smo na nek način zadovoljni v smislu, da je to strategija, ki je pokazala, torej za katero lahko jasno pokažemo, da živi tudi v praksi, da ni mrtva črka na papirju. 375 milijonov neposredno na pametno specializacijo vezanih razvojnih spodbud je na to področje že šlo. In morda še bolj pomembno, ko na dogodku, kot je današnji, sama podjetja govorijo o tem, kako prihaja do vzpostavljanja sodelovanja med njimi samimi, kako skupaj naslavljajo probleme deficita kadrov, kako skupaj se pogovarjajo z državo, katere šole je treba, katere programe je treba odpreti. To niso stvari, ki dodatno stanejo, to so stvari, ki izboljšajo porabo sredstev, ki jih že itak porabljamo. Gre za to, da gremo na naslednjo stopnjo. To, kar nas čaka vnaprej, pa je seveda, da to, kar delamo mi, delajo vsi. Zaradi tega ni samo dovolj, da delamo prave stvari, delati jih moramo tudi zelo ambiciozno, še bolj ambiciozno bi rekel, predvsem pa hitreje. Tako na strani države in popolnoma enako bi si upal trditi, prepočasi se preoblikujemo tudi na strani gospodarstva. To mislim, da je skupen izziv, ki čaka tako gospodarstvenike, institucije znanja in tudi državo, torej vlado. V naslednjem letu je trenutek resnice v smislu, da se bomo mogli odločiti, čemu bomo dali prioriteto v naslednjih 10 letih, do leta 2030, in odločitve, ki jih bomo sprejeli v tem trenutku v vidu vseh preoblikovanj globalnih verig vrednosti, ki se dogajajo, bo določalo verjetno prihodnost te države v naslednjih 30 let.